Po dežju dan prej nas je tisto jutro pričakalo sonce. Pred nami je bila še ena slikovita etapa po valoviti notranjosti dežele Marke. Za ogrevanje nas je čakalo 4-kilometrsko vzpenjanje do starega jedra Koridonije, mesta, ki se je sprva imenovalo Pavšula, a od leta 1931 pa nosi ime po sindikalistu Filipu Koridoniju. Tak pesaž za slikanje, ne? Po spustu iz mesta smo se znova podali v Griče. Kolesarjenje skozi srce dežele Marke je bilo pravi užitek. Polja sončnic, oljčni nasadi, vinogradi in nenehno spreminjajoči se razgledi. Oznake ob cestah so vabile na turistične kmetije, pot pa nas je vodila tudi mimo naravnega parka Boschetto, ki ga je v 16. stoletju zasnoval škof Nicola Bonafede iz bližnjega mesta Monte San Giusto. Pot se je spustila v dolino in nato dvignila do vasice Monte San Piantangeli, ugnezdene med gorovje Sibiline in Jadranom z bogato zgodovino, ki sega v rimski čas. Vhod v zgodovinsko središče varujeta dva kamnita leva, tiha stražarja iz nekih davnih časov. Vzpona še ni bilo konec. Nadaljeval se je do Cole Quereta, Nato smo uživali v 4-kilometrskem spustu skozi La Grazie in Margliano di Trenta do San Filippa.
Po prečkanju reke Tena smo nadaljevali v Grontazolino in se povzpeli v 5-kilometrski klanec do kraja Montontone, vasi Lončarjev. Sledilo je nekaj valovitih kilometrov ter vožnja mimo srednjeveške vasice Monte Rinaldo, v bližini katere se nahaja arheološko najdišče iz 2. stoletja pred našim štetjem. Zatem je sledil spust v idilično dolino Valdaso, mimo lepo ohranjenega mlina papeža Sixta V. do Madone del Lago, kjer nas je čakal spremljevalni kombi. Po odmoru za malico smo zagrizli v 5-kilometrski klanec. Na vrhu nas je z bližnjega hriba pozdravil Monte di Nove, še eden izmed številnih krajev v Markeh, ki so običajno na vrhu gričev. Pot se je valovito nadaljevala skozi San Martino in Bernardelo, nato pa smo uživali v dolgem spustu skozi Monte Ripabernardalo in Sante Angelo v dolino reke Tronto. Cilj etape, ki je veljala za najzahtevnejšo na celotnem kolesarjenju, 82 km in 1714 višinskih metrov, je bil Ascoli Piceno. Pred večerjo smo se sprehodili po mestu Ascoli Piceno, zgodovinskem mestu s približno 46.000 prebivalci, ki je nastalo ob starodavno solni cesti Via Solaria. Staro mestno jedro s stavbami, zgrajenimi iz kamni, imenovanega Travertin, nas je navdušila, še posebej Piazza del Popolo, eden najlepših trgov v Italiji.